ki lahko temu področju da, bi rekel, določene specifike. Tako lahko rečemo, da je zgodba Refoška prebudila Istro? Mislim, da zgodba Refoška je prebudila ali še pomembnejše nekako združila. Čeprav danes mogoče smo vsak po svoje znani, ne najdemo pa skupne zgodbe, kar je problem nažalost v celi Sloveniji, ne samo tle, skupne zgodbe, da bi znali povezati Refoško, oljkarstvo, hrano, kulinariko, turizem in tako dalje. Torej, to še prihodnost. To pa je, mislim, da tista velika prihodnost, ki jo imamo, vendar pa v opravičilo vsemu temu verjetno rabi za to prvi čas, drugič znanje, tretjič pa ljudi, ki so vsi nekako na isti valovni dolžini. Ja, a so bile avtohtone sorte prednost ali pravzaprav težava pri oblikovanju te zgodbe? V prvi fazi velika težava in tle smo se naslanjali v bistvu na znane svetovne sorte. Bili smo bolj znani celo mogoče po Chardonnayu pa po Cabernet Sauvignonu, kar naenkrat pa je vzniknila tista nova filozofija in tukaj je potem Malvazija začela dobivati svojo širino, Refošk je začel dobivati svojo prevzemnost tega okolja, ljubljenja tega vina, v bistvu en drugačen odnos in na koncu kot en sladkiš ali pa ena, bi rekel, poslastica, pa ta sladki muškat ali pa rumeni muškat, ki je v bistvu danes ena fama, ki se tudi postopoma prepleta. Se pravi, da v bistvu našo zgodbo smo začeli na nivoju, bi rekel, svetovnih sort, končujemo ali pa nekako zdaj smo pa v maksimi, bi rekel, naših avtohtonih sort, ki so pa, bi rekel, kot kvalitetno pa na nivoju svetovnih sort. Krasno. A to torej pomeni, da ima Istra prihodnost kot vinarska dežela tudi v globalnem okolju? Mislim, da Istra je ena taka čudovita oaza in za oaze vemo, da normalno imajo neke nadnaravne pogoje in mislim, da to je to. Istrani, naša zemlja, klima, mediteranska, bi rekel, posebnosti, skupaj z turizmom, kajti ne moreš biti sran, če si zaprt, si edino lahko odprt. Seveda, krasna zgodba. Ali torej Vina Koper eden od ambasadorjev te zgodbe Istre? Upam si trditi, da ja. Še posebej, ko pogledamo, da v bistvu naša vina niso več, bi rekel, taka lahka, plehka, enostavna, ampak ima eno svojo globino. In svojo zgodbo. Tako. V podjetjih je izredno pomembno, da zaposleni čutijo svojo tudi emocionalno pripadnost, neki viziji, filozofiji. Kako je to v igralstvu? Kako je to pri snemanju filma? Jaz sem že kdaj izjavil, da je filmska ekipa na nek način podobna kakšni verski sekti. Namreč gre za to, da je strašno pomembno, koliko se čuti pripadnost. Gre za to, da mislim, da cela ekipa potrebuje ta občutek, da nekdo, ki jih vodi, ponavadi je pri filmu to režiser, da ta človek res verjame. In ta vera v to dviguje motivacijo in ta motivacija je seveda bistvena. Marsikdaj celo ta motivacija ni denar, ampak prav ta vera in je to tisto neizogibno izhodišče. Na kakšen način to dosežete? Mislim, da se to ne da doseči nekako zelo umeten in forsiran način. Gre za preprosto dejstvo, ali jaz kot režiser dejansko in to brezpogojno verjamem v to, kar počnem. In če bodo drugi to čutili, potem bodo z veseljem to delili z mano. Mislim, da je bistveno to, da vsi ljudje, ki se z nečim ukvarjajo, čutijo neko osmišljenost, da sodelujejo pri nečem, kar je dejansko smiselno. Čim začutijo neke kaline smisla, stvar propade. In mislim, da je ta vera kot neke vrste virus, pozitiven in ki se potem razširi po ekipi, okuži vse in potem to deluje, dokler je ta virus živ. To je krasna misel, ker tudi v poslovnih okoljih namreč ugotavljamo, da ritem podjetju kljub vsemu v prvi vrsti daje predsednik, predsednica uprave, direktor, direktorica in se prav tako, kot ste vi razložili, ta virus potem razširi naprej med zaposlene. Pa vendar, kako vi sebe motivirate? Ja, seveda, moja vera je podprta pravzaprav z eno močno željo, ki se kumulira precej dolgo, preden pride do tega, da se zbere ekipo. Tako da to je neka želja pač ustvariti nekaj dobrega, nekaj, kar bo vsaj malo presegalo to vsakdanjo
konzumacijo življenja. Krasno in upam, da s to mislijo bojo dobili navdih tudi marsikateri menedžeri in lideri, kajti velikokrat ravno te vere primanjkuje. Mislim, da pravi menedžeri že dolg časa delajo na ta način. Najlepša hvala in veliko sreče. Na zgodbi Vina Koper smo danes raziskali vpliv različnih odnosov in pomen njihove kakovosti na uspešen razvoj poslovne zgodbe. Vina Koper so se v svoji razvojni zgodbi osredotočila na 5 ključnih poslovnih odnosov. In sicer, poudarjen je bil pomemben odnos med zaposlenimi, ki so ga zelo sistematično in strokovno nadgrajevali ves čas. Zelo pomemben je odnos do strank, brez katerih seveda uspešne zgodbe ne bi bilo. Prav tako so oba člana uprave izpostavila odnos z dobavitelji in kooperanti. In ne nazadnje izredno pomemben odnos do okolja oziroma do vodstva in lastnikov. Inovativnost je inspiracija za doseganje poslovne uspešnosti danes, jutri, v neskončnost. No, jaz verjamem v inovativnost in sigurno inovativnost je tudi en ključni uspeh samega Vina Koper in bi bomo na temu delali. A tu se delo ne konča. Poslovni ritmi gredo dalje. Vsak konec je le izziv za nov začetek. Preusmerimo ustvarjalnost v inovativnost in oblikujmo uspešne zgodbe. Dokazujmo se tudi na poslovnih poligonih, brez zadržkov in brez bojazni za neuspeh. In ne pozabite, vsakdo je lahko inovativen. Tudi vi. Verjamem, da je podjetje živ organizem. Verjamem, da ima vsako podjetje svoj ritem. Verjamem, da so spremembe način življenja in gonilo napredka. Vjerujem v moč človeka iz skupine. Verjamem, da je dolžnost vsakega zaposlenega in menedžerja, da misli, ustvarja in napreduje. Verjamem, da si lahko podjetje samo definira svoje stranke in partnerje. Verjamem, da je vsakdo lahko inovativen. Verjamem, da si vsakdo v svojem bistvu želi biti koristen in uspešen. Verjamem v moč pozitivne energije.